Pozdravljeni. Mnogim navdušencem omejitev proračuna ali budget cap sploh ni všeč, ampak danes bomo videli, da je to pravilo verjetno še kako koristno pri ohranjanju športa in seveda tudi napredka Formule 1. Govoriti o omejitvi proračuna je sila nehvaležno. Namreč mnogi navdušenci so prepričani, da je to v resnici škodljivo Formuli 1. A danes bomo videli, da pravzaprav s tem mehanizmom se skuša vzpostaviti neko finančno ravnotežje in pravzaprav rešiti tiste slabše, bistveno manj popularne ekipe. Danes Formula 1 je v vzponu in videli bomo v nadaljevanju, da ekipe generirajo ogromno dobička. A najprej moramo definirati, kolikšen je v resnici ta budget cap, ta omejitev proračuna. Namreč v mnogih virih boste zasledili, da za sezono 2024 se zadeve niso spremenile v pogledu na prejšnjo, čeprav podatek ni resničen. Res, omejitev proračuna je indeksirano 135 milijonov dolarjev. Ampak kaj pomeni ta indeksirano, ki sem ga tako poudaril? Da je cifra izračunana na svetovno prvenstvo z 21 velikimi nagradami. A dobro vemo, da letos jih je na koledarju 24. In v pravilih je lepo napisano, da za vsako dirko več se prišteje 1.800.000 dolarjev. In seveda obratno za vsako dirko manj. Torej, letos, ker imamo 24 dirk za veliko nagrado, je omejitev proračuna v resnici 140 milijonov in 400 tisoč dolarjev. In verjetno to marsikomu v bistvu ne spremeni tistega generalnega občutka. A rad bi vašo pozornost usmeril na stroške, ki so jih predvideli za posamično dirko za veliko nagrado, 1.800.000 dolarjev. Namreč, mnogokrat se zgodi, da kakšen komentator ob nesrečah govori o tem, kolikšno škodo so napravili posamezni vozniki določeni ekipi. Ampak, če za celotno veliko nagrado lahko v navednicah zapravijo 1.800.000 dolarjev, nam je takoj jasno, da tudi tista škoda je nekako vkalkulirana v tiste celoletne stroške, torej ni težav in ni pretirane izgube. A če smo ugotovili, da danes lahko ekipe, ukolikor ne bi prišlo do kakšnih odpovedi, zapravijo 140 milijonov in 400 tisoč dolarjev, kolikšne cifre so krožile v bližnji preteklosti? Če pogledamo podatke iz sezone 2020, bomo rahlo zaprepaščeni. Namreč po nekaterih virih naj bi pri tovarniški ekipi Mercedes porabili 450 milijonov dolarjev, kjer pa ni jasno, ali so v to cifro prišteti tudi stroški tistega oddelka, ki se ukvarja s pogonskimi sklopi. Namreč, če pogledamo druge ekipe, kot naprimer Ferrari, dobimo, da so porabile 350 milijonov, enako kot Red Bull, ki pa se s konstrukcijo pogonskih sklopov ni ukvarjal. In tu še majhna zanimivost, tudi pri McLarenu naj bi porabili podobno vsoto okrog 350 milijonov dolarjev, čeprav so bili v finančnih težavah in tudi oni niso bili konstruktori, kar se tiče samega pogona.
A bolj zanimivo je pogledati malce na dno lestvice, koliko so porabili tisti malce slabši, tisti malce manj popularni. Naprimer pri Williamsu v sezoni 2020 $90 milijonov. Ampak najbolj varčni so bili pri ekipi Haas. Res, oni se ne ukvarjajo dobesedno s konstrukcijo lastnega bolida. To zaupajo zunanjim izvajalcem. In seveda porabili so $70 milijonov. Vsaj tako pravijo nekateri viri. Ampak 70 milijonov v sezoni 2020 je polovica tistega, kar se lahko porabi danes v sezoni 2024. In omejitev proračuna, kot je vsakomur jasno, je samo omejitev navzgor, več kot toliko se ne sme porabiti, manj pa seveda ne sproži nobenih sankcij. Ampak tudi razlika med 70 in $450 milijoni nam nekako tudi pove, zakaj je bil Mercedes v sezoni 2020 tako dober in Haas tako prekleto slab. Govorili smo o tistemu, kar je omejitev proračuna v letošnji sezoni. Kaj pa prihodki ekip? Tu seveda imamo ogromno špekulacij, ampak vemo točno, koliko bodo dobili iz tistega naslova avtorskih pravic za televizijske prenose. In tu vidimo, ker popularnost Formule 1 se vzpenja, da tudi cifre rastejo. Največ denarja dobi skuderija Ferrari, $208 milijonov. In to je 8 milijonov več kot lani. Če vemo, da lahko porabijo $140 milijonov in $400 tisoč, nam je tako jasno, da jim ostane kar nekaj že iz tega naslova, dobijo več, kot lahko porabijo. Red Bull, kot svetovni prvak med vozniki in konstruktorji, dobi $184 milijonov. Seveda za Ferrari velja še zmeraj tisti bonus edine ekipe, ki je prisotna v svetovnem prvenstvu Formule 1 od samega začetka, in tu je glavni razlog za to razliko. Nato Mercedes 179, McLaren 117 in naprimer že prej omenjeni Williams 97 milijonov. In vidimo lahko, da ekipe, ki so bolj pri dnu, dobijo manj denarja, kot je tisto, kar omejuje navzgor, seveda sam budget cap, ampak tu imamo še pokrovitelje. In pokrovitelji v zadnjih sezonah niso dobili bolj poceni oglaševalnega prostora. Plačevali so približno enako. In da bi malce bolje razumeli, sem tu izbral nekatere znane pokrovitelje, ampak med njimi tudi takšne, ki niso glavni in ki ne prinašajo obilico denarja. Že pri prej omenjeni ekipi Williams verjetno vsi mi vidimo pokroviteljstvo Duracell, torej baterijskih vložkov, ki so domiselno nameščeni na vrh samega pokrova pogonskega sklopa. No, ta pokrovitelj na leto v blagajno ekipe Williams prispeva $6 milijonov. Seveda gre za manjšo površino in gre za slabšo ekipo, zato ta vsota je nekako realna, ampak jasno nam je, da pri ekipi iz groba z vsemi pokrovitelji lepo napolnijo blagajno in dosežejo približno tisto, kar je omejitev samega proračuna. Ampak po drugi strani verjetno marsikoga zanima, koliko prispevajo tisti, imenujemo jih tehnični pokrovitelji oziroma dobavitelji, naprimer goriv in mazil. Samo nekaj primerov. Aramco in Valvoline, ki sta seveda ena in ista zadeva, pri ekipi Aston Martin $30 milijonov letno. Da si ne bo kdo mislil pri Ferrariju, Shell,
kot njihov dolgoletni partner 40 milijonov dolarjev letno. Ampak konec koncev to še ni absolutno nič. Pri Mercedesu Petronas 75 milijonov. Ampak imamo tudi pri slabših ekipah pokrovitelje, ki prispevajo kar lepe vsote denarja. Naprimer, Monogram pri ekipi Haas plačuje približno 20 milijonov na leto. BWT pri ekipi Alpine 25 milijonov dolarjev, kar nam zopet daje občutek, da tudi pri teh ekipah zaključiti proračuna ni težava. Ampak sedaj bomo prišli do tiste točke, ki je po svoje res malce absurdna. Pri Red Bullu Oracle da vsako leto v blagajno ekipe 100 milijonov dolarjev. Tole Red Bullu kot proizvajalcu energetskih pijač sploh ni potrebno plačevati za svoje lastne ekipe na svojih bolidih, kajti iz televizijskih pravic in ostalih sponzorjev dobijo več kot dovolj. Tudi za plače voznike, ki niso uštete v samo omejitev proračuna. Naprimer, govorili smo o Red Bullu in sedaj bomo spregovorili o Ferrariju. Samo z Shellom in tistem, kar ostane iz televizijskih pravic, lahko pri Ferrariju plačajo naprimer za prihod Lewisa Hamiltona in še jim nekaj milijonov ostane in to ne malo. In sedaj smo videli pravzaprav, da s to omejitvijo proračuna se zmanjšujejo razlike, ki jih lahko ekipe vlagajo v določeno sezono in se tudi onim manjšim lahko omogoči, da nekako držijo stik, zakaj so dobre ekipe dobre in slabše, pač jih ne morejo doseči, ker je tudi njihova infrastruktura v bistvu slabša, bolj zastarela. Govorili smo že v preteklosti naprimer o simulatorju pri ekipi Alpine, ki je bil dolga leta tisti, ki so ga druge roke kupili od McLarena. Ali pa to, da si pri Williamsu želijo izboljšati svoj potencial, zato so dobili posebno dovoljenje, da lahko vložijo 20 milijonov dolarjev več v prehodnem obdobju v samo infrastrukturo in to se ne bo štelo v samo omejitev proračuna. Ampak jasno je, da imeti zamisel ni dovolj, zamisel je treba tudi uresničiti. Zato je potrebno imeti naprimer sodoben vetrovnik in seveda stroje, ki so sposobni narediti tisto, kar si določen inženir zamisli. Drugače ostane vse na papirju in razlike vidimo na progi. Ampak v to smer je tudi usmerjena celotna politika omejitve proračuna. In zato lahko vidimo, da prvič ekipe generirajo denar in so zato zanimive za lastnike. In drugič, da se razlike manjšajo, ker pravzaprav imamo lahko le manjša odstopanja od tistega, kar lahko vsak porabi. In iz tega vidika je ideja več kot genialna. Vsaj takšen je moj pogled. A hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.